Ok, tale video se bo začel malo čuden, ampak dajte nama zaupati. Apple. Kaj? Wait a damn minute. Ja, zdaj, zakaj začenja video v Googlovem telefonu s Appleom? V septembru in oktobru sva dala ven epizodo podcasta in video od iPhone 16 Pro, ki si jo lahko gledate na linkih v opisu, kjer sva govorila o tem, da je Apple letos res tvegel s tem, da je dal ven telefon, ki je samo en manjši update. Zraven pa ob launchu niso na voljo funkcije, kot je Apple inteligenca ali pa celo določene funkcije na novem gumbu za kamero. Takrat so tudi omenila, da je še dobro, da ima Apple tako lojalen fanbase, ker če bi se to zgodilo kjermu od proizvajalcev Android telefonov, bi jim fani fik zamerili in obrnili hrbet. No, izkazali se tudi Apple oboževalci, bi se več 100% znesli za vsako ceno. Ker sva v zadnjem tednu od snemanja videa za iPhone videla ogromen TikTokov, kjer je dejansko folk vračal 16 linijev telefonov, eni od njih pa so šli celo na Android, kar je neverjetno. Če bi mi to rekel še 2 meseca nazaj, ti ne bi verjel. Ne, in to je nekak segway v najin današnji video, kjer sva se vprašala, kater Android telefon je po obliki in kvaliteti najbolj podoben novim iPhonom, da bi ga lahko priporočila bivšemu Apple fanboyu, ki hoče presedlati na Android. In odgovor je lahko samo en. Tale naprava, Google Pixel 9 Pro XL. No, skoraj podoben v vseh obzirih, razen v enem. Ampak do tja še pridemo. Zdaj, če naj spremljate tudi na TikToku, pa veste, da sem midva Pixel 9 linijo leto že sprobala in sicer sva od Telekoma že poleti dobila navadnega Pixel 9 in Pixel 9 Pro XL, ki sva jo vzela s sabo na koncert Coldplaya na Dunaju in so bila res navdušena nad napravama. Ampak tam so imela že na voljo sam en vikend, da jo hitro sprobava in res nisem mogla iti v neko globino. Tako da sva Telekomu Slovenije ful hvaležna, da nam je zdaj spet posodil 9 Pro XL, še za dlje časa, po 9 generacijah sva končno dobila v roke Pixel Flagship, ki je uradno na voljo v Sloveniji, ne pa da ga morate iz kje drugje uvažati in so končno Apple, Samsung in Huawei dobili konkurenco na trgu. Torej, kaj sploh fora Pixla? Najprej unboxing. Škatla iz telefona je narejena iz recikliranega kartona, uvitek okoli njej pa v barvi telefona, ki je v škatli. Skrb za okolje torej, to nam je všeč, podpirava, da vedno več proizvajalcev uporablja reciklirane materiale. Malo manj nam je všeč, ker je v škatli, ker tam res ni veliko. Poleg telefona dobite še kabel, navodila, to je pa žal tudi vse. Nobenega ponivca, uvitka, kašele slušalke, ti cajti Super Pixel že davno mim. Edina stvar, ki so jo opazila, so mehne podrobnosti, kjer je pakiranje podobno kot pri iPhonih. Apple je siguren kopiral ujene kape od Google, ker je tudi tukaj ovalno in tudi zaščitni papirček, ki ima gor narisano, kaj pomeni posamezen gumb ali pa odprtina na telefonu. Ni pa to edina podobnost z njimi. Sam telefon je po dizajnu zelo podoben iPhonom z lepimi odrezanimi robovi, ploskim zaslonom, minimalističnimi robovi in mat hrbtiščem. En folk se zaradi tega ful pritožuje, češ da Google preveč posnema Apple, kar ni nujno res, ampak tudi če ga nama to čisto všeč. Telefon je res lep, deluje premijsko, ovalen modul, da ne rečemo, celo otok za kamere, na hrbtu pa še zmeraj dela čistega samosvojega in drugačnega od vseh drugih telefonov na trgu. Da ga res ne moreš zamenjati s nobenim. Telefon sicer dobite v črni porcelanasti ali pa rožni barvi, ki je sicer tudi lepa. Videla sem imela to rožnato barvo na navadnem Pixelu in je bila prav dušna, ženski del populacije. Dizajn telefona je sicer zelo čist, zadnji imate samo Google logo, minimalističen, kakor od Apple jabolk, nobeni drugi informacij in tukaj sta si z iPhoneom tudi zelo podobna na dober način. Edin, kar je to, da otok za kamere ful ven štrli in da se vam bo čez cajt začel nabirati prah okolo otoka, je pa ta vsaj simetričen, tako da vam telefon se ne bo guncal na mizi, če ga boste nosili brez ovitka, narcejeni. Je pa ena stvar, ki ta telefon dela drugačnega od vseh ostalih, ki jih poznava, in sicer postavitev tipk. Ja, Na Pixelu je namreč tipka za on-off, na desni strani na vrhu, torej nad tipkama za volume button, tako da se boste sploh na začetku verjetno dostikrat zmotili in po pomoti zmanjšali glasnost, namesto da bi telefon prižgali ali pa glasnili. Ja, lahko potrdim. Ni sicer bed, čez cajt se boste na to čisto navadili, je pa na začetku vsaj malo noji. Malo je. Pojdimo zdaj na sprednjo stran, zaslon ima diagonalo velikosti 6,8 inčov, tako da je to siguren velik telefon, na vrhu po velikosti za 16 Pro Max in S24 Ultra, je pa za razliko od njej komad lažji za handlati zaradi prerazporeditve teže in zaradi zaobljenih robov. Gre za OLED zaslon Gorilla Glass Victus 2 s tehnologijo LTPO, kar pomeni, da telefon lahko spusti osveževanje 120 Hz vse do 1 Hz, da prišpara na energiji. Zaslon je odličen, top of the top, zelo hiter, odziven, lepo kaže bare, predvsem pa je dosti svetu, se gre vse do 3000 nitov oziroma kandel.
kar je čist spodobno za uporabo na svetlem. Edina izboljšava bi bila lahko sam ta, da bi uporabili enak zaslon, kot ga je Samsung pri S24, da bi zmanjšali odsevnost, ampak zgleda, da ima Samsung glede tega še en ekskluziv. Telefon sicer podoben kot Samsung omogoča, da lahko še ekstra zmanjšate svetlobo, kar je super, da zvečer ne morete partnerja v posli, ko berete novice ali pa gledate IG. In enak kot Samsung ima tudi letos ultrazvočen bralec prstnih odtisov, nič več optičnega, kar pomeni, da branje prstnih odtisov je zdaj bolj hitro in bolj zanesljivo, ker je tudi površina za zaznavo večja. Eno področje, kjer je 9XL siguren, ni podoben Samsungu, pa je performance. Ja. Tukaj prideva do Googlovega čipa Tensor G4, ki bo za večino folka, za katero se bo odločil za nakup ali za nakup ali pa ne nakup telefona. Zdaj, na papirju je dejstvo, da čip G4 v letu 2024 so med čipe srednjega cenovnega razreda ali pa med lansko leto iz višjega cenovnega ranga. CPU je namreč po enojedrnem performancu za letošnjo S24 linijo, vendar pred S23, po večjedrnem performancu pa celo za S23 linijo, podobni pa so tudi rezultati pri GPU, kot se vidi na zaslonu. Zdaj, kva to pomeni v resničnemu lifeu? Iskren, telefon večino špil poganja čisto solidno, tudi pri največjih nastavitvah, tako kot bi jih tudi Snapdragonov čip. Problem torej ni v tem, da telefon ne bi bil sposoben dosegati performansa, bolj se sprašujeva, koliko cajta bi ga znal obdržati. Dejstvo je namreč, da se telefon na daljši rok začne segrevati in to čutiš v roki. Isto verjetno se takrat, ko ga prvo nastavite ali pač, ko začnete snimati video 4K, to se res opazi. Se spomniš, kako se je segrel takrat, ko smo šli na Dunaju na Coldplayu, pač res so čutila v rokah. Ni bilo glih prijetno, ne, Andrej? Ne. Je to problem tukaj pri nas, kjer imamo večinoma smerno podnebje, ali pa recimo zdaj v oktobru, ki ima folk domala že centralno kurjavo posod prkano. Ne, itak da ne. Sam se pa sprašujem, če bi lahko to isto rekla poleti, ko je 30 plus stopinj, pa greste s telefonom na nek festival ali pa na morje, pa snemate ali pa gemate, ker če bi bili na soncu, bi se itak že zaradi sonca močno dodatno segrel. To je res. Zdaj, bi bilo to pa še zmeraj ok. Ne veva, je pa tudi vprašanje, ali bo na to lahko odgovorila pri Pixelu 10 naslednji let, ko bo baje Google za proizvodnjo Tensorja namesto Samsunga sodeloval s TSMC-jem, torej bo naredil čip, ki bo še veliko bolj optimiziran, podoben kot Apple, in tega se reže veseliva, ker to je praktično največja hiba tega telefona. Ampak za normalno rabo tega, kar sem prej omenila, ne boste opazili. Telefon deluje gladko, brez zatikanja, plus Google pri Tensorju večji poudarek daje na umetno inteligenco, pri kateri je ta telefon v samem vrhu, in če bi ga ocenjevali sam potem, je Tensor odličen. Je pa vprašanje, koliko se bo ta čip dobro postaral čez par let ali pa šlo čez 7 let, kolikor bo trajala podpora za software. Je pa hiba tega telefona baterija, ki je res dobra. Je velikosti 5060 mAh, polni se ne bo hitro sicer, fizično se fila 37 W, brežično pa 12 W, razen če dokupite Pixel Stand, pa se brežično fila s 23 W. Če posebej dokupite 45W hitri Google polnilec, polnej bi se pa baje nafilalo v pol ure do 55%, sam zdrži pa baterija res z odliko ob neki normalni, račun bo do konca z njima komod ustal na več kot 30% baterije, kar je super, kar pomeni, da telefon komod nafilate sam takrat, ko greste spat, glede hardvera pa še to. Telefon se v Sloveniji prodaja v različicah z 256 GB ali pa 512 GB notranjega pomnilnika. Bravo, boljš kot Apple, že osnovne verzije, in skrb 16 GB RAM-a, pri čemer je pač 3 GB rezerviranega sam za Gemini. Ok, software. Pixeli so poznani po tem, da imajo zelo minimalističen, čist software. Njihov dizajnerski jezik pa se imenuje Material U. To pomeni zelo malo bolj hitro odzivnost in lepe animacije. In vse to drži kot pribit. Sistem sicer nima toliko funkcij kot One UI od Samsunga, sami pa čistejši, uporabljajo se od Google aplikacije. Všeč nam je tudi ta mehurčka z dizajn Material U, kako se pokaže animacija, ko pritisneš, ugasneš gumb za vklop izklop, pa so nam prehodi všeč, ko podrsaš dol in dobiš hitre nastavitve. In tudi to, da naj bi Google zagotovil kar 7 let softverskih posodobitev. Edina malo kisla scena je to, da Android 15 še ni naložen na 9 Pro XL, kot je bil Android ponovadi na vseh novih telefonih v preteklosti. Pač res se vidi, da je dana pozornost podrobnostim. Všeč nam je tudi funkcija prepoznavanja glasbe na vedno vklopljenem zaslonu, ki skozi posluša za glasbo in ti pokaže, kater komad se vrti, podobno kot Shazam. Najdi sicer vsega in doskrat tudi ne zazna muzike, ampak ko dela res dobro. Tudi, ko smo sprobali to na Dunaju, ko smo šli jesti pred koncertom v eni glasni restauraciji, je kar v redu dela. No? Ja, valjda, ker je to Pixel, ki slovi po softveru in ker je Google zadnja leta močno investiral v umetno inteligenco, moramo kakšno reči tudi od AI, ki se imenuje Gemini. In te ne morete zgrešiti na tem telefonu. Pač prisotno je povsod, prevajalnik, Google Photos, beležka, skratka povsod, in to je še ena razlika napram
Apple. Od Googla je že dejansko na voljo in deluje. Wow, kdo bi si mislil, kaj si Google dovoli? Da če kar bi zidil telefona gor na telefon, kaj vse si Google upa? Res, malo sarkazma, ampak ja, funkcije kar neki, video se jim vsem ne bo niti v detalje posvečala, ker bi bil video predolg in enkrat narediva ločen video samo o tem. Zdaj, najbolj uporabna funkcija je sicer še zmeraj ista, kot je bila na S24, iskanje z obkroževanjem. Gemini je postal še bolj uporaben, lahko se z njim pogovarjaš v določenem appu in mu daješ navodila, recimo za urejanje besedila, pisanje scenarijev in tako naprej. Nama je sicer med najnim tistem dal glede iPhone 16 Pro, da pač je rekel, da ne bi bil še zunaj oziroma da sploh ne bi obstajal in ko so ga hotela popraviti, je kar ignoriral. What can you tell me about iPhone 16 Pro? Are you sure that iPhone 16 Pro was released in 2023? You're absolutely right. There seems to be a misunderstanding. The iPhone 16 Pro has not been released yet. As of October 2024, the latest iPhone models are the iPhone 15 series, which were released in September 2023. It's likely that there was some speculation or anticipation about the iPhone 16 Pro. Are you sure that iPhone 16 Pro hasn't been released yet? Yes, I am quite certain that the iPhone 16 Pro has not been released as of October 12th, 2024. Apple typically unveils its new iPhone models in September of each year. If the iPhone 16 Pro were to be released, it would likely be announced and launched sometime in September or early October 2024. But Gemini, iPhone 16 Pro has already been announced in September and it's already out. That's incorrect. There has been no official announcement or release of an iPhone 16 Pro. The latest iPhone models are the iPhone 15 series, which were released in September 2023. It's possible that there might have been some rumors or speculation about an iPhone 16 Pro, but these are... Gemini, please check your sources again. iPhone 16 Pro has already been released. Okay, somebody ignored me. Je pa tudi pri njem isti problem, kot je pri vseh tovrstnih orodjih, pri drugih proizvajalcih. Najbolj delajo v angleščini, pri slovenščini so pa zelo omejeni, kar pomeni, da moraš z njim večinoma komunicirati v tujem jeziku. Edina stvar, ki je presenetljivo dobro dela v slovenščini, je prevod v živo. Drugače se nama je še najbolj dopadla nova funkcija Dodaj me, oziroma Add me, ki zelo prav pride, kadar se hoče skupinsko snimati več folka, pa ne najdete nikogar, ki bi vas slikal. Ja, zelo malo spozname sliko, potem pa postavi neko primerno pozo, s katero bi pasal zraven grupe, potem se posname še njega in telefon kasneje sešije obe dve fotki skupaj tako, da snemalec postane del prvotne fotke, čeprav v resnici sploh ni nikoli stal zraven. Ja, rezultati niso sicer zmeri 100% odlični, se bo pa ta funkcija čez leta sigurno še izboljšala, čeprav hkrati odpre razne filozofske dileme o tem, kaj je resnično in kaj sploh fotografija. Tako da funkcija je zelo wow in super po eni strani, po drugi pa kar malo creepy, ko pomisliš, končna fotka, ki s to opcijo narediš, v bistvu nikoli ni bila zares slikana. Pa še sploh to ni vse. Google je updateal aplikacijo Vreme, da je zdaj bolj pregledna, isto tudi Magic Editor, s katerim lahko naknadno editate fotke. Potem imate aplikacijo Google Studio, ki pri nas sicer uradno ni podprta in jo morate zloadati kot APK, lahko pa znotraj nje napišete tekst, izberete stil in vam bo ustvarjal AI fotografijo. Znotraj Google Photos imate funkcijo izboljšana povečava, kjer lahko s prsti pač povečate, zoomirate določeno stvar, AI pa zabriše prostore med piksli in da ven izboljšano povečavo, ker včasih naredi malo boljš, včasih malo slabš. Ampak deluje pa. Pa to je bilo samo nekaj od funkcij, da od ostalih ne govoriva. Res pa je, da je kar nekaj omejenih jezikov ali pa preprosto, če niso tako uporabne. In na koncu še kamere. Ko se pogovarjamo o telefonih in o kvaliteti njihovih kamer, so na vrhu ponovadi Apple, Google, Samsung, Huawei, Xiaomi. Ampak sploh za Pixle pravijo, da imajo nek svoj čar, ki ga nima noben drug proizvajalec. In po najnem testu lahko rečeva, da so kamere izjemne, pač res so dobre. Glavna je velikosti 50 megapikslov, ultra širokokotna in telefoto kamera sta velikosti 48 megapikslov, selfie kamera pa je velikosti 42 megapikslov. Res so dobre. Proizvedejo fotke, ki so ostre, kontrastne, ampak ne preveč barvite. Se pa vidi, da Pixel da poudarek na HDR, ki je njegov zaščiten znak.
Sploh glavna kamera je fenomenalna, ima prilagodljivo zaslonko, ki se razširi in zoža, glede na potrebe, da noter spusti več ali pa manj svetlobe. 9 Pro XL se odlično odreže po dnevu pa po noč, fotke so polne detajlov, tudi pri večjih povečavah, pri čemer XL omogoča optičen zoom do 5-krat povečave, pri digitalni pa gre lahko vse do 30-kratne povečave, ker sicer fotke niso dosti uporabne, ampak vsem poskrbi umetna inteligenca, da so bolj kakovostne kot pri marsikaterem konkurentu. Pixeli so prav tako poznani po odličnem portretnem načinu. Tudi tukaj je 9 Pro XL upravičil svoje ime, ker so robovi natančno odrezani, tudi pri laseh kar v redu, dinamičen razpon je odličen, ton barve je natančen, edin pri zoomiranju portretnega načina, včasih lahko slabo izreže lase, ampak to res opazi samo, če si pozoren pa približaš. Zdaj, če bi mogla izbrati, kateri od objektivov je najbolj švoh, bi sicer rekla, da je to ultraširokokoten, ki zna včasih popačati malo robove, samo to je še zmeraj objektiv na izjemno visoki ravni. Google je bil poleg Huawei tudi eden prvih, ki je bil pionir na področju nočne fotografije in tudi tukaj lahko poročava, da so kamere se izvrstno obnesle. Všeč nam je tudi to, da so vse nastavitve na voljo v sami aplikaciji za kamero in so v spodnjem delu aplikacije, da lahko lažje dostopaš do njih, kar naj bi sicer v naslednjih mesecih posnemo tudi Samsung z One UI 7. Tudi letos je video konkretno izboljšan, sploh če uporabljate funkcijo Video Boost, ki video uploada v oblak in ga izboljša, da se manj trese, izboljša barve in sence, sploh pri nočnem videu se to opazi. Ja. 9 Pro XL je pač res telefon, ki je namenjen ne samo za bivše Apple fane, čeprav je valjda tudi zanje ful namenjen, ampak je tudi za ljubitelje telefonov nasploh. Ne moramo reči, kolikokrat sva se samo pri sebi nasmehnila, ko sva ga potegnila ven iz žepa, pa uporabljala in so si rekla, wow, koliko je to lep in premijski telefon. In to ni samo najno mnenje, tako sva ga dala drugim, so vsi komentirali, da je sicer res podoben iPhonu, pa da je zelo lep in da ima tudi hude kamere. Google Pixel 9 Pro XL je torej zagotovo vrhunski flagship telefon, ki sicer ni popoln, ker ga dol vleče procesor srednjega cenovnega ranga, s katerim boste večinoma stvari naredili sicer brez problema, je pa potencialno tveganje zaradi pregrevanja, kar bi znal vplivati na življenje baterije. Škoda. Ja, ker je v starem res telefon fantastičen, odličen dizajn, zaslon, baterija, kamera, uporabniška izkušnja, software, pa še uporabno in dejansko delujočo umetno inteligenco imate, če jo uporabite pa samo workflow. XL sicer ni pocen, stane okoli 500 evrov in zaradi procesorja ima hudo konkurenco v letošnjih flagshipih od Xiaomija, Samsunga in Apple, tako da bolj so fair tekmeci njegovi lanskoletni telefoni na splošno. Če ste na okopi glede procesorja, pa vam vsem priporočava, da počakate še eno leto na 10 Pro XL, ki naj bi imel pa je že nov TSMC čip, ki naj bi saniral to težavo, če to sploh je. Če pa vam cena ni bad, pa imate dosti Apple in hočete res doživeti ta pravo Pixel izkušnjo s čistim Androidom, ali pa to. Ali pa če vzamete manjšega Proja, ki je sam manjša verzija XL-a z manjšim zaslonom in baterijo, je v bistvu še malo bolj priročen, mislila, da v vsakem primeru ne bo žal. To je to. Hvala še enkrat Telekomu Slovenije, da nam ga je posodil za oceno. Nam morebitno vprašanje lahko napišete spodaj v komentarje ali pa nam tudi pišite v DM-se. Tole je bil video za Google Pixel 9 Pro XL, mi pa se že kmalu vidimo v novem videu. Čau!